V zborniku pa tudi ni napisano to, kar nam bo v prihodnjih minutah povedal prvi častni govornik tega prvega vsebinskega sklopa, dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in tudi mednarodni politolog ter pravnik. Izvolite. Spoštovana ministrica, gospa Irena Majcen, spoštovani predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor, gospod Aleš Prijon, spoštovani predsednik Inženirske zbornice Slovenije, magister Črtomir Remec, cenjeni udeleženci in udeleženke, gospe in gospodje. Vabilo, da na današnjem simpoziju z vami delim svoje razmišljanja in poglede na medsebojno prepletajoče se odnose med družbo, prostorom in gradnjo, me je kar nekoliko presenetilo. Moram priznati, da gre namreč za tematiko, ki je sicer kot nekdo, ki se prvenstveno ukvarja z mednarodnimi odnosi, v zadnjih letih pa tudi s politiko oziroma z vodenjem zakonodajne veje oblasti, ne spremljam posebej od blizu. Tudi zaradi tega je, kot sem že omenil, omenjeno vabilo predstavljalo svojevrstno presenečenje in velik izziv. Izziv predvsem v smislu, kako naj se postavim v čevlje stroke, obok strokovnjakov in ljudi, ki se s problematiko prostora, njegovega načrtovanja in urejanja ukvarjajo oziroma ukvarjate vsakodnevno, predvsem pa profesionalno. A vendarle upam, da bom svojim razmislekom, ki bo morda kot pogled nekoga od zunaj, lahko zvenel tudi precej samosvoje in morda iz povsem drugega zornega kota, prispeval bodisi k kakovosti, bodisi k širini tokratne razprave. Današnji simpozij Družba, prostor, graditev središče zanimanja postavlja aktualna in zahtevna vprašanja boljšega upravljanja prostora. Prostor kot družbeno kategorijo, pa tudi prostor povezavi z več razsežnosti razvoja države ter kvaliteto življenja v njej. Dejstvo namreč je, da prostor, s katerim razpolagamo in ki nam je na voljo, ni neskončen, ampak je povsem nasprotno omejen. Pa naj si gledamo globalno, ker imamo na voljo vsaj zaenkrat samo en planet, ali pa nekoliko ožje, nacionalno z vidika države, ki razpolaga s točno določenim ozemljem. In prav zato, ker gre za omejeno dobrino, tako dragoceno, da so se v preteklosti zaradi nje in zanjo bile krvave bitke, še danes pa porajajo številni spori, mora biti upravljanje, razpolaganje oziroma ravnanje z njo premišljeno, domišljeno in preudarno. In ne le to, potreben je tudi širši, ne zgolj lastninski vidik, saj gre za vrednoto, ki je svojim pogosto neodgovornim ravnanjem lahko spremenimo do neprepoznavnosti ali celo, ne le z estetskega vidika, popolnoma uničimo. V Štokholmski deklaraciji konference Združenih narodov o človekovem okolju iz leta 1972 je zapisano sledeče. Človek je produkt in urejevalec svojega okolja, ki mu daje vire za življenje in mu omogoča intelektualno, moralno, družbeno in duhovno rast. V dolgi, nelahki evoluciji človeške rase na tem planetu je človek dosegel takšno stopnjo, da se je s hitrim razvojem znanosti in tehnologije usposobil za spreminjanje okolja na nešteto načinov in nepričakovanem obsegu. Obe strani človekovega okolja, naravna in po njem spremenjena, sta bistveni za njegovo blaginjo in za uživanje temeljnih človekovih pravic, vključno s pravico do življenja. Menim, da omenjena definicija lepo, predvsem pa celovito povzema prepleten odnos človeka in okolja, kot tudi njun vzajemen vpliv. Zato sem njeno sporočilo tudi uporabil za izhodišče mojega prispevka. Prostor, na katerem se razteza naša majhna država, lahko označimo kot prostor prepletajoče se raznolikosti in enakosti. Po eni strani jo zaznamuje izjemna geografska pestrost, po drugi, družbeni strani, pa gre za izjemno homogen prostor oziroma državo. Geograf Anton Melik, najpomembnejši usmerjevalec razvoja in utemeljitev sodobne geografske znanosti v Sloveniji ter njene institucionalizacije, je Slovenijo označil za zemljo stikov. Tu se stikata Sredozemlje in Srednja Evropa, kot tudi vzhodna in zahodna Evropa. Alpe se tukaj dotikajo Jadrana, Dinarsko gorstvo pa Panonske nižine. Ta izjemna pokrajinska raznolikost Slovenije je, kot je zapisal še en priznan geograf, dr. Rok Ciglič, lastnost, ki deluje kot protiutež njeni majhnosti.
hkrati pa tudi naravna vrednota, ki terja večjo skrb za okolje in bolj natančno načrtovanje. In slednje bi morali imeti na umu ves čas, še zlasti pa, kadar gre za kakršnekoli posege v to našo dragoceno okolje. Slovenija je prvo krovno ureditev področja urejanja prostora in graditve objektov sicer dobila leta 2003. Od takrat pa do danes se je to področje sicer do dobra spremenilo. Prišlo pa je tudi do drobljenja omenjene ureditve. Stroka je tako vrsto let opozarjala na precej kritične razmere pri urejanju prostora ter pozivala državo, da se s to problematiko spopade na celovit način, predvsem v smeri omogočanja oblikovanja rešitev, ki bodo uveljavile moderne standarde načrtovanja razvoja prostora ter hkrati podpirale celovite modele upravljanja prostora. V tem duhu in upoštevaje dejstvo, da se je v praksi pokazalo, da nov zakon o prostorskem načrtovanju ne zadostuje, ampak je edino primerno, da se pripravi nov zakon o urejanju prostora, ki obsega bistveno več od zgolj prostorskega načrtovanja, je bila pripravljena in konec oktobra lani tudi sprejeta prenovljena prostorska zakonodaja. Z novim zakonom o urejanju prostora, novim gradbenim zakonom in novim zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti se je vendarle nadomestilo v veliki meri preživete in za potrebe nadaljnjega razvoja neustrezne zakone. Živimo namreč v času, v katerem zaščita in varovanje okolja predstavljata ne le nujo, ampak tudi vrednoto. Živimo v času, ki terja, da načrtovano, usklajeno in vzdržno ravnanje z okoljem in prostorom postane ena izmed nacionalnih prioritet. In verjamem, da uvedene novosti in zastavljeni cilji prenovljene zakonodaje ponujajo kar nekaj možnosti za bolj učinkovito urejanje prostora in, kar je še posebej pomembno, hkrati omogočajo spoštovanje načel trajnostnega razvoja. Naj ob tem spomnim na to zadevno zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti in sicer na 25. septembra 2015 soglasno sprejeto agendo 2030 za trajnostni razvoj. S sprejemom tega dokumenta, ki vsebuje 17 ciljev trajnostnega razvoja, je svet dobil, ali bolje rečeno si je zastavil, najbolj ambiciozen, raznolik, predvsem pa univerzalen preobrazbeni oziroma razvojni načrt v zgodovini. Načrt, ki nikogar ne izključuje in je zavezan trajnostnemu razvoju v vseh treh razsežnostih: ekonomski, družbeni in okoljski. Cilji agende so medsebojno povezani, pravzaprav neločljivi. Podobno pa to velja tudi za vsebino, o kateri danes teče beseda. Ne le, da gre za izjemno široko tematiko, ki sega na številna povsem različna področja, ampak gre hkrati tudi za izjemno prepletajočo se področje. Posledično bi lahko na tem mestu omenil skorajda večino v agendi vsebovanih ciljev, od trajnostne, vključujoče in vzdržne gospodarske rasti, spodbujanja trajnostnega kmetijstva, vzdržljive infrastrukture do spodbujanja vključujoče in trajnostne industrializacije, pospeševanje inovacij, trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in podobno. Pa vendar mi dovolite, da v tem kontekstu izpostavim zgolj cilj številka 11, to je skrb za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja. Gre namreč za cilj, ki se, po mojem mnenju, s svojo vsebino, torej z pospeševanjem odprte in trajnostne urbanizacije, z možnostjo vključujočega, celostnega in trajnostnega načrtovanja, s krepitvijo prizadevanj za varstvo in ohranjanje svetovne kulturne in naravne dediščine, kot tudi zagotavljanjem splošnega dostopa do varnih, odprtih in dostopnih zelenih in javnih površin, ter spodbujanjem pozitivne gospodarske, družbene in okoljske povezave med mestnimi, primestnimi in podeželskimi območji z ustreznim državnim in regionalnim razvojnim načrtovanjem, najbolj neposredno dotika prav inženirstva in arhitekture. Naj ob tem poudarim, da je Slovenija ciljem agende 2030 v celoti zavezana in jih tudi iskreno podpira. O tem nenazadnje priča dejstvo, da te cilje vsebuje tudi strategija razvoja Slovenije 2030, nov krovni razvojni okvir države, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela decembra 2017 in ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. Spoštovane in spoštovani, prostor je, kot rečeno, omejena dobrina, pa tudi dobrina, ki pomembno vpliva na človeka, na zadovoljevanje njegovih potreb in s tem tudi na kakovost njegovega življenja. Hkrati pa je še veliko več. Naša krajina predstavlja tudi našo naravno in kulturno dediščino, je pomemben gradnik naše identitete ter temelj prepoznavnosti naše države.
vendar se je v zadnjih desetletjih podoba slovenskega prostora, tako njena arhitektura kot krajina, bistveno spremenila. Žal, kar ugotavlja tudi stroka, predvsem na slabše, saj je, kot na primer pravijo arhitekti, vse preveč stihijske in kaotične, disperzne gradnje, vse preveč je tudi, kot pravi nadaljnji učitek stroke, neustreznega oblikovanja ter uporabe neusklajenih barv in materialov, ki ne spoštujejo kulturne in naravne dediščine naselij in krajine. V zvezi s povedanim lahko le poudarim, da smo, ne le politika in stroka, ampak predvsem družba kot celota, postavljeni pred zahtevno in odgovorno nalogo. Postavljeni smo pred izziv načrtovanja in urejanja prostora, ki bo bolj trajnostno, gospodarno, kulturno in bolj učinkovito naravnano, ki bo zagotavljalo dolgoročno stabilnost, blaginjo, varnost in udobje prav vsem prebivalcem in prebivalkam Slovenije. Upam, da bomo skupaj v dialogu z vsemi deležniki, z arhitekturo, inženirsko stroko, investitorji, načrtovalci in uporabniki, v dialogu s stroko in civilno družbo torej, tej zahtevni, odgovorni in daljnosežni nalogi tudi kos. Iskreno tudi upam, da bomo zmogli v odločanje ne le vključiti vse omenjene deležnike, ampak tudi uskladiti in uravnotežiti številne različne in pogosto med seboj izključujoče ali nasprotujoče si interese prenekaterih subjektov v prostoru. Pri tem pa ne smemo zanemariti dejstva, da ti interesi, predvsem interesi posameznika oziroma drugih posameznih subjektov, pogosto ne sovpadajo z interesi družbe. Slednje po eni strani terja ustrezno vedenje o dopustnem, po drugi strani pa uresničljivem in sprejemljivem. Morda tudi v obliki kompromisa, ki bo omogočil, da bosta, če se smem tako izraziti, volk sit in koza cela. Da bo torej širši družbeni interes uveljavljen oziroma realiziran, pa vendarle ne na škodo interesov posameznika in obratno. Spoštovani gospe in gospodje, upravljanje prostora, varovanje krajine, kakovostna arhitektura, predvsem pa kakovostna, hitra, varna, zdrava in energetsko učinkovita gradnja predstavljajo zahtevno, predvsem pa izjemno kompleksno ter medsebojno prepleteno področje, v katerega so oziroma smo vpeti številni deležniki in kjer se prepletajo še številnejši interesi. Ustrezna in kakovostna zakonodaja je zatorej nujnost, vendar pa jo morata spremljati tudi in predvsem zavest ter razumevanje, da se prostor spreminja, morda počasi, a praviloma trajno. Posledično bi zato moral vsak načrtovani poseg v prostor terjati temeljit in kritičen razmislek o vseh možnih posledicah, pa naj si bodo gospodarske, socialne, politične ali ekološke, da jih le naštejem nekaj. Dejstvo namreč je, da je lahko področna zakonodaja še tako dobra, stroka pa je lahko še tako glasna, a brez omenjenega zavedanja, kot tudi brez razumevanja, danes že ničkolikokrat izpostavljanje omejenosti prostora, izboljšav na področju njegovega urejanja in graditve pač ne moremo pričakovati. Naj bo torej vodilo za naš prihodnji prostorski razvoj, za našo prostorsko identiteto in za našo samobitnost zlasti zavedanje, da arhitektura in krajina predstavljata naravno in kulturno dediščino, da sta temeljna pričevalca zgodovine, kulture in življenja naroda, ter kot takšni nepogrešljivi nosilki nacionalne pripadnosti. Oziroma da, kot je dodal danes sicer že pokojni predsednik največje zasebne organizacije za ohranjanje narave, Nature Conservancy, John Sohill, na koncu naša družba ne bo definirana s tistim, kar ustvarimo, temveč s tistim, česar uničenje bomo zavrnili. Spoštovane gospe in gospodje, naj zaključim z mislijo, da je po mojem mnenju prostor brez družbe prazen. Njegova družbena razsežnost je izjemnega pomena, a kot rečeno, ob globokem in prepotrebnem zavedanju o njegovih omejitvah, možnostih, predvsem pa krhki edinstvenosti. Hvala za pozornost, želim vam vsebinsko bogat in pester simpozij.